Torej, v imenu našega društva, mi smo kot neki kolegi, vsi smo promotorji turizma, vsi sodelujemo pri ponovnem zagonu turizma in mi vam ponujamo roko. Namreč, mi smo že večkrat sodelovali, predvsem smo že dokaj dobro obdelali Kras. Mislim, da bomo tudi se udeležili ponovne akcije sajenja dreves tukaj na Celju. In naslednjo, kar pa mislim, da najslabše poznamo Slovenci, so pa brkini. Dajmo letos posvetiti leto brkinom. Kras bomo v bistvu v raznih priložnostih že toliko prireditev še spoznavali, še bolj poglobljeno, ampak jaz mislim, da bi bil čas, da odkrijemo v Sloveniji ta biser, to Sneguljčico spečo, in zato v bistvu pravim ponujam roko našega društva, da organiziramo eno turo izven teh vodenj, ki jih imate, da ne bomo zasedali drugim. Mi imamo tudi znotraj eno kar dokaj živahno skupino kolesarjev, tako da v bistvu tudi na kolesih lahko spoznavamo in mislim, da bi bil to naš skupen prispevek k oživitvi brkinov, ki si to zaslužijo. Z veseljem bomo sprejeli ta izziv, ne? Ja, hvala za pobudo. Vseh v bistvu kar neki vodenj je prav v Rodiku. V Rodiku je ta biser, naš center, kar se tiče destinacijskega dela, z Mičkim parkom. Tam so začeli Če ste opazili, kar 5 vodenj imamo, tako da mi vas bomo vodili po notranjosti. In to po lokacijah, katere, če bi šli sam, verjetno jih bi težko celo sami dobili. Se bomo pogovorili. Osebno sem samo hodil dodati še to, da je tudi sveže izdan kolesarski zemljevid, prav kar za januarja je bil natisnjen prav za območje Brkinov, tako da se bo dogajalo. Tam je nova je relativno malo prometa še, in je to idealno za kolesarjenje. Tako je, jaz vidim, da to je. Ja, tudi spada pod nerazvita območja. Se bomo slišali in bomo konkretizirali zadevo. To, da se zavedate, nerazvitost je največji kapital za prihodnost. Tam, ki je vse pozidano, tam nimajo več kaj dosti napredovati, tam lahko samo še nazadujejo. Tam, ki je pa nerazvito, je pa še vse možno. Še kdo? Sveta potrošnih društva turističnih novinarjev. Zdaj, ta korona, ne vemo, kako bo potekala. Vi boste preko Facebooka obveščali o predstavitvah oziroma spremembah programa. Če pa bo odpadlo v živo, bo pa preko katerih kanalov mogoče si ogledati tele produkte? Izkušnja nas je že konec lanskega leta pripeljala do dejstva, da moramo biti pripravljeni tudi na črni scenarij. Črni scenarij je, da se spet začne zapiranje in onemogočenje vodenja v živo. To pomeni, da smo mi povsod delo za snemanje kadrov za filmčke, za videe zastavili tudi malo v širšem okvirju, kar pomeni, da imamo že sedaj materijale tudi za malo konkretnejše videe. V primeru, da pa se ne, da se zgodi, da se dokončno zapremo spet, bomo pač tisti še malo manjkajoči zadev dosneli in pripravili malo obsežnejše zadeve, katere bo šle pa po našem drugem socialnem kanalu, to je po YouTubeu. Tudi tisti sliši na ime Turistični vodniki Krasne Brkine. Tako da smo pripravljeni na oba scenarija. Nič nas ne sme presenetiti.